Danes gremo pogledati najboljši telefon na svetu. Najboljši, ja, zaradi večjih razlogov, zato ker si Samsung ne more privoščiti na res slabega telefona. Namreč kitajska konkurenca ga tako močno zasleduje, da so mogli tokrat pa res pokazati vse, kar znajo. Tako da gremo pogledati Samsung Galaxy S10, zdaj pa najprej moja čarobna špica, pa gremo to pogledati. Akcija. Are you listening? You crazy mother. Smo na Ljubljanskem gradu in sicer gremo na predstavitev enega najbolj posebnih telefonov leta, in sicer Samsung Galaxy S10. O njemu so napisane 3 članke v zadnjem obdobju, tako da precej stvari vem. Samsung že kar tradicionalno zadeve počne na Ljubljanskem gradu, tako da mislim, da je to že ena druga ali pa tretja predstavitev telefona, ki se dogaja tukaj v tem ambientu, tako da evo pogledaj. No, tole pa Samsung zgledal 9 let nazaj. Galaxy 1. Vsi novinari so se razkadili, ostal sem zadnji na tej predstavitvi tudi zato, da lahko vam povem zgodbo o morbit bom rekel, ker dokler ga ne sprobam čisto res v real life, to ne morem trditi, najboljšemu telefonu leta 2019 oziroma telefonu, ki nekako ne sme zajebati, po domač povedan. Korejci s tem Samsung se kar precej bojijo Kitajcev in se zelo trudijo v zadnjem času in prav Samsung S10 oziroma njegova najboljša različica S10 Plus se mi zdi, da je telefon, ki hoče ali pa bo naredil ali pa pokazal tisto glavno razliko. Dajmo začeti mogoče čisto pri suhoparnih statističnih podatkih. Ta telefon v zadnji dobite z 12 GB rama. Zdaj, če veste, koliko je 12 GB rama, to je ogromno. Prostora za hrambo podatkov imate lahko kar 1,5 tera. To so samo ti basic podatki. Valjda je noter najboljši procesor Snapdragona 855, čeprav vprašanje, če v Evropi, ker Evropa dobiva že leta komplementaren procesor, ampak procesor, ki naj bi deloval isto po vseh parametrih. Kar bi mogel posebej podariti je sposobnost kamer, kjer so Korejci naredili full velik napredek. Prednja selfie kamera, najboljša kamera na pametnem telefonu, s katerim delate sepke oziroma selfije. To je full pomemben tudi zato, ker zelo veliko materijala posnamemo v bistvu z to kamero, posnamemo tudi video, ki je prvič mogoče tudi v 4K resoluciji. Meni je 4K zelo pomemben, zato ker lahko zadeve skropnaš, lahko jih približaš, pa še, če posnet v 4K, zadeva zgleda bolj crisp, tako kot tale video. Valjda ne zaostaja tudi glavna kamera se je v bistvu zdaj priključila, torej Huawei, ima popolnoma identično ceno, verjamem, da bo zelo dobra, ampak spet, dokler zadeve ne vidiš v praksi, kako delujejo z umetno inteligenco, se zelo težko o tem pogovarjaš. Kaj so še posebne stvari tega telefona? Poudariti treba ekran. Samsung je bil pri ekranih v bistvu vodilni in je še vedno vodilni. Vodilni v smislu, da je v temu ekranu kup enih inovacij pa tehnologij Samsunga, ki so jih v bistvu prenesli iz sveta televizije, čisto zares. Zato je v bistvu ta ekran oziroma tehnologija za tem ekranom sposobna obogatiti videoposnetke in jih v bistvu predvajati v boljši kakovosti, kot so načeloma bili izvorno posneti. Če imate nek video, ki ima samo 720K, ki ste ga pred njega s torrenta sneli, procesiranje, predvajanje te slike v bistvu obogatili video in ga naredili bolj rič. Te temni toni, vidiš te toni tukaj v zadnji, pa še kaj drugega bo boljš. Pod seveda ekranom se skriva fingerprint senzor, boljši, sonični pravijo pri Samsungu. Sonični pa pomeni, da na njega ne vpliva nič, torej če imate umazane roke, če imate mastne mokre, bo ta fingerprint senzor delal boljš kot konkurenčni fingerprint senzori. Moram poudariti, ne vem, ker nisem probal tega. Ne moram o tem soditi, ampak to je ena lastnost, ki je zelo poudarjajo. V teh časih je pomemben quick charging, wireless charging, velikost baterije in posod tukaj je supremen ali pa na visokem nivoju. Pa da ima tudi to opcijo, ki smo videli že pri Mate 20 Pro, da oddaja energijo, kar pomeni, da lahko mogoče pametno uro napolnite, mogoče te AirBudse, kar z Samsungom S10 Plus. Kup enih tehnologij, ki se mi zdi, da v celoti delujejo dobro. V čem se pa meni zdi osebno najbolj pomembna lastnost Samsunga Galaxy S10 je to, da prihaja na tržišče s parimi prijatelji. Ti njegovi prijatelji delajo nek ekosistem, recimo smart ura Galaxy Active. Ta ura bo zelo dobro delala Samsungom S10, ki jo bo lahko brezžično napolnil. Če veste, da mogoče 2 do 3 ure na dan preposlušam glasbo z slušalkami, valjda je kul, da imam potem tudi slušalke istega proizvajalca. In ko pogledam cel ta ekosistem, pa še njemu priključim Dexa, torej možnost, da S10 Plus spremeniš v namizje,
in deluje kot tvoj računalnik, je to v bistvu en tak ekosistem, ki je ful kompleten, v bistvu rabiš res samo še ta telefon. Kar se tiče cen, je zgodba kompleksna, ta je 3 različice Samsung Galaxy-ja, in sicer S10e, S10 pa S10 Plus. S10e se začne pa nekje 750 evrih, S10 mislim, da je okoli 899, če kaj prav vem, in S10 Plus, ki se začne okoli jurja, konča pa okoli jurja 600. Jurja 600, govorimo o keramični verziji, imaš keramično belo pa keramično črno verzijo tega telefona, ki imata v bistvu 12 GB rama, pa lahko do 1,5 terabajta hrambe, kar pomeni, to je pa praktičen računalnik. Vsem, kar sem videl v zadnjih dnevih, lahko trdim, da gre v bistvu za najboljši pameten telefon ta hip na trgu. Če imate kak koment, če imate mnenje, povejte, kjer je za vas najboljši telefon, pa če pride tale Samsung Galaxy S10 v upoštev. Upam, da si izvedel zadost, pa se vidimo v naslednjem mojem vlogu. Čau! New smartphone. What do you think? Whoa, very nice. Look at that. It's very cool, Bateman, but that's nothing. Look at this. That is really nice. What do you think? Nice. Jesus. That is really super. How'd a nitwit like you get so tasteful? I can't believe that Bryce prefers Van Patten's Smartphone. to mine. But wait. You ain't seen nothing yet. White. Impressive. Very nice. Let's see Paul Allen's. Smartphone. Look at that subtle off-white coloring. The tasteful thickness of it. Oh my God. Something wrong? Patrick? You're sweating.